Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi današnja pravljica bo nekaj posebnega. Namreč ta pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice Aleksandre. Njena mamica mi je na elektronski naslov moj knjižni koticek afna@gmail.com poslala prijazno sporočilo z željo, da preberem čudovito božično zgodbo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Aleksandrini najljubši pravljici z naslovom Čarobna božična dogodivščina. Ime mi je Palek. Sem škrat in živim v najbolj mrzli deželi na svetu, ki se imenuje Br. Čeprav sem star šele 6 let in še obiskujem škratjo malo šolo, živim čisto sam, kar na velikem drevesu sredi gozda. Včasih ne pogrešam nikogar. Včasih si pa želim, da bi imel ob sebi mamo, očka ali kakšnega sorojenca, s katerim bi se lahko igral. Prijatelji me v šoli zbadajo, da nisem za nobeno rabo in se izmišljujejo čudne laži. Velikokrat se na primer pogovarjajo o človeških otrocih. Jaz seveda dobro vem, da takih otrok ni. To je samo mit. Vrhovni škrat dežele Br je sklenil, da mi bo poiskal družino. Živel sem že pri ribiški družini Orf, ki lovi ribje palčke, se nato preselil k družini Sjum, ki za veverice izdeluje čudovite sani, in potem k družini Upa, slavnim trenerjem polarnih čorvov. Ampak vsakič se vrnem k svojemu drevesu, saj je to moj pravi dom. Včeraj me je vrhovni škrat prosil, naj poskusim še zadnjič. In tako sem zdaj tu, pred hišo nekoga, ki mu je ime Božiček. Ampak, če misliš, da sem tega vesel, se hudo motiš. Sošolci so mi povedali, da je Božiček čuden tič in da od svojih škratov zahteva, da morajo delati tudi ponoči. V resnici nihče ne ve, kaj sploh počne. Veš kaj? Mislim, da je bom kar odsvoril. O ne, prepozno je. Opazili so me. Pri vratih že stojijo škrati in velikanska postava s črnim klobukom. Če se pretvarjam, da sem nor, me bodo morda poslali nazaj domov. Pomislim in nato začnem zavijati kot stekel volk, se plaziti po vseh 4 in besno kazati svoje drobne zobe. Dobrodošel, Palek, nič kaj prestrašno reče postava s klobukom. Na njegovem plašču je priponka, na kateri piše varuh doma. Ime mi je Gogol, doda. To pa so Bine, Dan, Jork, Elza in Timi. Izvoli naprej. Medtem ko se škrati na stopničah mučijo s težo vreč, me Gogol povabi, naj odidem z njim. O ne, pomislim. Zdaj mi bodo naložili še kup dela. Tole naj sicer ostane med nami, ampak priznati moram, da je Božičkov dom naravnost osupljiv. Stanuje v barvitem lesenem dvorcu, ki je okrašen s pisanimi lučkami, pred vrati pa stoji veliko božično drevo. Gogol me vodi po stopnicah navzdol, ker je soba s ogromnim kaminom. Plameni čudno prasketajo. Prask, hrask. Vse posod so sklede, polne sladkarij in pisemske ovojnice. Vidim jih na mizi, pod foteljem in za zavesami. Kaj je tisto? Vprašam. Sladkarije, odgovori Gogol. Kar postrezi si. Zajamem jih za polno pest, rekoč, ne mislim sladkarij, tisto. Pojasnim in pokažem na pisemske ovojnice. Aha, to so pisma, odgovori Gogol. Ali z njimi zanetite ogenj? Vprašam. Najmanjši škrat Timi me pocuka za pajkice. Pisma so za Božička.
Potrebuje jih, da lahko pripravi darila, mi pove. Preberi to pismo, reče Gogol in mi poda eno. Dragi Božiček, začnem brati, mi lahko prineseš velik kolut lepilnega traku, da bom sestri lahko zalepil usta. Če ne moreš, bom zadovoljen tudi svetlobnim mečem. Podpis Jakob. Wow, svetlobni meč! Mu ga bo Božiček zares prinesel? Zakaj? Gogol se mi nasmehne in pokaže na velika rdeča vrata, v katera je vklesano darilo. Z druge strani se slišijo glasovi in čuden hrup. To je delavnica, kjer škrati izdelujejo darila, pojasni Gogol. Bi si jo rad ogledal? Ni mi treba reči dvakrat. Seveda, mu odgovorim. Vrata se odprejo in znajdem se v čudoviti delavnici, polni igrač. Škrati pri delu uporabljajo kladiva, žeblje in vijake. Vsi pridno izdelujejo letala, plišaste živali, kolesa, avtomobile, lutke in ostale igrače. Zdi se, da se pri tem neizmerno zabavajo. Kam pa bodo vse to odnesli? Jaz še nikoli nisem dobil darila. Gogol me pogleda, rekoč: To je zato, ker nisi prosil zanj. Božičku še nikoli nisi napisal pisma, je tako? Medtem ko skušam prižgati svetlobni meč, da bi se prepričal ali dela, me škratica z majhnimi čopki, ki je ime Nana, prosi, naj pomagam napolniti punčko iz cunj. Napolnim jo z vato, nato pa, samo za zabavo, vato natlačim še v svojo kapo, medtem ko si jo Nana nekaj nanese na brado in reče: Jaz sem Božiček! Tla se na lepem zatresajo, svečniki se zazibajo naprej in nazaj, nato pa zaslišim globok toneč glas, ki prepeva božično pesem. On je Božiček! Visok je kot božično drevo in velik kot omara, pa vendar ima svetlečo belo brado, smejoče se oči in trebuh velik kot toplozračni balon. Ti je zrasla brada, Nana? Se zasmeje, medtem ko si Nana prekrije brado z rokami. Kaj pa ti, Palek? So ti igrače všeč? Ja, zelo, odgovorim. Ali veš, da sam nikoli nisem dobil darila, ko sem bil majhen? Mi zašepeta v uho. Kaj res? Ti tudi ne? Rečem presenečeno. Ne, tudi jaz ne. Mi pomežikne. Skozi majhna vrata nenadoma pride nekaj škratov. Eden ima v rokah ogromno škornje iz jetjeve kože, drugi velik elastični pas iz lubja črnega bora, tretji pa rdečo kapo s cofom, izdelanim iz grenlandskega volnenega snega. Božiček je zdaj pripravljen na odhod, čeprav sam nikoli ne bi hotel, da me zunaj vidijo v tako čudni opravi. Pograbi veliko vrečo in odpre ogromna hrastova vrata. Odpravimo se za njim, medtem ko veselo stopa po potki, prekriti sveže zapadlim snegom, in pri vsakem koraku slišimo plom, plom, plom. Škrati s polnimi rokami daril poskakujejo za njim. Tudi sam vzamem eno od daril, zgolj iz prijaznosti. Ali pa morda zato, ker hočem biti koristen. Razgibano hodimo naprej in za škrate se zdi, da vedo, kam gredo. Jaz pa žal ne, tu sem pač nov. Prispemo do hleva. Ko Božiček odpre vrata, stečem noter. Temno je kot v rogu in v zraku je vonj po mokrem kožuščku in travi. Nenadoma opazim veliko senco in nemudoma odskočim nazaj. Je to zmaj? Ampak na to zagledam smrček. Pa saj to je vendar severni jelen, pa ne samo eden, več jih je. Vsi imajo prikupne oči in dlako mehko kot žamet. Radi bi te spoznali,
me pomiri Božiček, ko mi eden od jelenov pihne v uho, drugi pa me smrčkom ovohava pod pazduho. Škratka, ki nosita seno, stopita bliže. Tole je njihova večerja, pojasnita. Čaka jih naporna noč. Zakaj? Kaj pa bodo delali? In čemu so vsa ta darila? Za koga so? Sem neočakan. Pomiri se malo, preveč sprašuješ. Res si radoveden, kaj ne? Odgovori Božiček. Skrivnostnim pogledom se nato sprehodi do mene in mi zašepeta v uho. Pripravljajo se na čarobno potovanje. Njihova odprava je pravzaprav skrivna. Srčno rad bi šel zraven, pomislim, ampak nažalost moram delati. Škrati medtem naložijo darila na velike sani, v katere Božiček upreže jelene. Živali začnejo prhati. Najbrž že komaj čakajo, da se podajo na pot. Kdo ve, kam bodo šli. Božičku pomaham v slovo in skupaj z drugimi škrati začnem hoditi nazaj po potki, ko na rami začutim roko. Bi šel rad z mano? Me vpraša Božiček. Še en par rok bi mi res prišel prav, še doda. Še en par rok? Vprašam. Ja, potrebujem pomočnika, pojasni. Res? To pa z največjim veseljem. Privolim. Božiček mi pomaga zlesti na sani, saj sem precej manjši od njega. Udobno se namestim in od vsega navdušenja se mi začnejo tresti noge. Božiček zažvižga in hop, že se odpeljemo ob zvoku cinglanja zvončkov. Sani drsijo vse hitreje, ko drvimo po sveže zapadlem snegu proti gozdu. In ko se že zdi, da se bomo zaleteli v borovec, se jeleni odrinejo od tal. Letimo. Spodaj vidim vaške hiše, škrate, ki postajajo vse manjši, in sneg, ki se lesketa v mesečini. Zraven nas leti sova, nas radovedno pogleduje, nato pa poleti navzdol, pripravljena, da ulovi svoj plen. Čez nekaj minut v daljavi zagledam luči. Tam bova imela prvi postanek, reče Božiček in pokaže na množico hiš ter zares visokih stavb. To je bržkone mesto, pomislim, čeprav še nikoli nisem bil dlje od svoje vasi, zato v resnici ne vem, kako je mesto sploh videti. Zdaj si pa ti na vrsti, reče Božiček in mi poda vajeti. Pa bom znal voziti? Saj ni težko. Če povlečeš desno, bodo jeleni zavili desno, če povlečeš levo, bodo šli jeleni na levo, pojasni Božiček. Nato pokaže na eno izmed hiš. Pristanemo na njeni strehi in Božiček skoči s sani opremljen s polno vrečo daril. Pripravljen je, pa se spusti po dimniku navzdol. Kam greš? Zavpijem zaskrbljeno. Ne skrbi, to je moja prva dostava. Medtem ko čakam, skozi okno vidim nekoga, ki spi v topli posteli. Kakšno srečo ima, pomislim. Ko Božiček raznosi darila po vsem mestu, s polno hitrostjo odrvimo naprej. Letimo čez prostrano morje, a smo že čez nekaj sekund v drugem mestu, ki je celo še svetlejše od prejšnjega. Vse povsod so bleščeči napisi in neverjetno visoke steklene stavbe. Ko švigava mimo oken, v njih vidim svoj odsev in še vedno ne morem verjeti, da sem tu, na skrivni odpravi, tako daleč od svoje vasi. Kar popremi zavajati in ostavi pred tistim oknom, reče Božiček. Podam mu darilo, pokukam v sobo in zagledam dva, kaj pa vem, kaj sta. Škrata zagotovo ne. Nimata zašiljenih ušes in večja sta kot mi. To sta človeška otroka, reče Božiček, ki je očitno uganil moje misli. Torej res obstajajo? Kakšni pa so? Ali grizejo?
ali na glas rikajo. Ali jedo škrate? Vprašam. Nekateri so kar poredni, se zasmeji Božiček. Nekateri nimajo staršev, drugi ne verjamejo v Božička. Potem so mi pa zelo podobni, rečem. Vsak otrok je drugačen, tako kot škrati, še doda. Otroci so mi kar všeč, pomislim. Nad nama še vedno sveti mesec, ko prispeva v kraj, kjer je tako toplo, da si hočem sleči pajkice. V mestu sva, čeprav tu ni nebotičnikov, samo stolpi in kupole. Ustaviva se na strehi in medtem, ko pomagam Božičku vzeti darila s sani, se kot strela z jasnega pojavi kosmata žival, pograbi eno od daril in steče proč. Hej, vrni ga! Otroci ne smejo ostati brez daril! Jezno zavpijem. Z roko na to sežem v žep in nekaj otipam. Bomboni! To bo zagotovo rešilo najino zagato. Enega vzamem in ga pokažem kosmati kepici. Če mi vrneš darilo, ti dam tole. Žival se vrne, vzame sladkorček in ga pogoltne kar s papirčkom vred. Mljask. Upam, da je ne bo bolel trebuh. Pomislim, ko odletiva naprej. Odlično opravljeno, reče Božiček. Zdaj se lahko vrneva domov. V daljavi že vidim vasico. Ob pogledu na domačo pokrajino me zaigra srce, ampak to dogodivščino z Božičkom si bom zapomnil za vse čase. Severni jeleni se začnejo spuščati in ko se dotaknejo tal, sani odskočijo, jaz pa kot žoga odletim z njih in pristanem z glavo v snegu. Božiček me k sreči pograbi za noge in med gromkim smehom povleče ven. Smejijo se tudi jeleni, tako kot se znajo samo oni. Ko prideva domov, Božičku pomagam sezuti desni škorenj. Zataknil se je najbrž zato, to sicer ve zelo malo ljudi, ker ima Božiček desno stopalo večje od levega. Vlečem in vlečem in ko mi škorenj končno uspe sneti, se odkotalim nazaj. Drugi škrati pridejo pogledat, kaj se dogaja, in ti mi pokaže name rekoč: kako si zabaven. Za večerjo posedemo za dolgo mizo, obloženo s samimi dobrotami. Na njej so račja jajca z želodovo majonezo, pečeni borovi storči z malinovo omako, pražene borove iglice, puding iz jakovega mleka in čokoladna torta. Pogledam svoje nove prijatelje in Božička ter pomislim: moji sošolci niso lagali. Vse, kar so rekli, je res. Kakšno olajšanje. Pridi, reče Božiček, ki sedi pod osvetljenim božičnim drevescem. Poda mi darilo. To je zate. Darilo? Zame? Resno? Vprašam več kot navdušeno. Odpri ga, odgovori. Wow, svetlobni meč in priponka pomočnika. Vzkliknem, ko poskakujem kot ponoreli zajček. Ja, tako dobrega pomočnika res ne smem izgubiti, reče Božiček. Končno sem našel popolno družino. In veš kaj? Res, da sem mlad in malce težaven, ampak ali res misliš, da bi brez mene, Božičkovega sijajnega pomočnika, otroci lahko dobili vsa tista darila? Jaz mislim, da ne. Čudovita, čarobna pravljica, kaj ne? Sprva malce osamljeni škratek Palek je le doživel čudovito ter čarobno dogodivščino. Poleg tega pa je spoznal svoje nove prijatelje in postal celo Božičkov sijajni pomočnik. Bravo, Palek. Tebi, Aleksandra, pa najlepša hvala za idejo o tej sijajni božični pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku
pa lahko prisluhnete še številnim drugim božičnim ter zimskim pravljicam, ki čakajo le na vas. Prijazen pozdrav Aleksandri ter vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Prijeten pozdrav. Čau, čau.